Dober dan, prav lepo pozdravljeni na Slovenski matici. Na prav posebnem dogodku za Slovensko matico. Uvedli smo nov cikel Duhovni dialogi. Zato, da dokažemo, da seveda meja med znanostjo in kulturo in med duhovnostjo, ki zaznamuje današnja dva gosta, ni tako jasna, da bi matica prirejala samo znanstvena srečanja, simpozije in posvete. In zato sem tako zelo počaščena in seveda z zelo veliko tremo danes tukaj pred vami. Pred vami da pozdravim najprej damo Tjaši Artnik Knibe z duhovnim imenom Sara Braj. Tjaši Artnik Knibe, ne vem, ali jo je treba morda komu predstavljati, pa vendarle dovolite nekaj besed. Rodila se je v Ljubljani, se preselila na Primorsko. Tam živela sestro, ki jo prav tako najbrž čisto vsi poznamo, in bratom, očetom, materjo, čudovito družinsko življenje. Potem pa zgodba bolečine, zgodba trpljenja, zgodba poslavljanja. Zgodba, ki je spremenila Tjaši Artnik Knibe in jo povedla ne na jasno začrtano pot, ampak na iskanje poti skozi življenje. Na tisto iskanje, za katerega Platon pravi, da je pravzaprav poslanstvo človeka, če hoče stopati do resnice in dobrega. In danes je Tjaši Artnik Knibe z duhovnim imenom Sara Braj, učiteljica kundalini joge in terapevtka. Nekaj odlomkov iz njenega zvočnega zdravljenja duše in srca bo tudi danes delila z nami. In seveda z nami tudi globok poklon patru, doktorju Karlu Gržanu. Dr. Karel Gržan je že gostoval na Slovenski matici in seveda smo veseli, da je ponovno z nami. Rojen v Celju in potem, kakor opisuje v svoji knjigi Mir, avtobiografiji, ki jo je v dialogu s patrom zapisal Jure Aleksič, je doživel tisti klic, notranji vzgib. To, čemur so rekli stari Grki in kasneje tudi Latinci inspiracijo, ali pa to, kar Hezijod zapiše v Tegoniji, da ko je sanjal svoje sanje, je zaslišal klic mus in so ga poklicali k poslanstvu. In tako je bil k svojemu poslanstvu poklican tudi pater dr. Karel Gržan. Poklican, da je prehodil pot od ptujskega samostana, kjer je bil gvardijan in vzpostavil Ptujsko Karitas, pa potem po župnijah. Nekaj časa ste bili tudi v Razborju, kjer ste ustanovili tudi skupnost za zdravljenje odvisnosti deklet. Tudi to je bilo desetletje dela. In potem življenje v Prevorju, ki vas je prav tako na poseben način oblikovalo.
oblikovalo na način, danes bom to prvič odkrito delila z javnostjo, kakor je v nekem pogovoru mi rekel nadškof, nadškof, monsignor Alojz Uran, potem, ko je doživel, veste, duhovno likvidacijo strani cerkve in je bil na nek način izgnan v Trst, sva sedela in sem ga vprašala in mu dejala, to ste morali doživeti, kaj ne? Zrl me je in gledal in sem rekla, Bog to razkrije ljudem, da znajo ločiti cerkev od vere. In takrat je nadškof Uran samo v oči pokimal. In tako izkušnjo ste doživeli tudi vi. In takšno izkušnjo, ko začnemo ločevati institucijo od duhovnosti, sta pravzaprav doživela oba današnja govorca. In zato naj vaju ne moti, da smo se zbrali v eni najstarejših slovenskih institucij, na Slovenski matici, ustanovljeni pred 159 leti, z namenom, da širi slovensko kulturo, slovenski jezik, tudi slovensko znanost in da širi predvsem slovenstvo v srcu in duši naših ljudi. In to bomo danes doživeli tudi tukaj v bližini, da vendarle ta duh in duša slovenstva v srcu, kljub temu, da nas izmenijo, vsakodnevno prepričujejo, da je narod in podobne kategorije, da so to preživete vrednote, jo bomo vendarle da doživeli tudi danes na Kongresnem trgu. In kakor pravita naša sogovorca, to najbrž ni naključje. O naključjih in usodah in poklicanosti bi morda želela, da najprej poveste vsak nekaj besed. Jaz bom tako rekla, če omenimo recimo ta naključja, ne slišite se raj? Ta naključja, recimo s temu pač pravim, te čudovite sinhronicitete. Ko sedim tam na veji in opazujem življenje in ljudi in odseve, ki jih opazujem, in to vse povezanost. In na nek način človek je ujet v umu, velikokrat se ujame, ko potrka na vrata trpljenje in se zdi, da se potem vse zdi en kaos in da stvari ne hodijo v naše polje po, bom rekel tako, eno hrepenenje potem, da stopajo v smeri harmonije. In odkar imam ta uvid v ta sinhroni svet in se redno pogovarjam in komuniciram z duhom o tem, sem fascinirana na tem, da če tudi se morda včasih res zdi, da nas krči in gosti in ne vidimo, ta sinhrona soda vedno poskrbi za to, da na koncu koncev pridemo do pravega cilja. In pravim, jaz osebno vidim, da stremi vseh ljubezni in tudi danes se nekako zamišljam, da ta naša vibracija, te srčnosti in to srčenje, pravite, ki ga tukaj oddajamo, sem prepričana, da se bo na nek način vtisnila tudi v srčenje, ki bo zunaj in naj v bistvu nekako skupaj ustvarjamo tako močno mnenje po slovenskem nezavednem. Jaz se namreč veliko ukvarjam s podzavestjo, s kolektivnim nezavednim in tam videvam pač te resnično nezamisljivo lepe in harmonične celote. Morda toliko o tem. Ja, lep pozdrav vsem. Ja, ko se pripovedovala o tem, sem videl vesolje, kako nas nekaj priteguje v samo srčiko, v samo jedro. To veliko vesolje, ali pa če pogledamo samo našo galaksijo v svojem jedru, sije svetlobo, tisti končni cilj, čeprav pravimo tistemu grob, ne? Črna luknja, tam seže nekam v onkrajnost, čeprav je tista onkrajnost že tudi tukaj. In čeprav rečejo tistemu grob, če rečejo luknja črna, ne,
težka imena, pa vendarle si je svetlobo in sporoča, da nas priteguje, to, kar si rekla, ljubezen nas priteguje srce, neustavljivo priteguje. In če sam pogledam svoje življenje, bi rekel, jaz sem načrtoval, sem pametoval, jaz je bilo povezano tudi z tem notranjim duhovnim vzgibom, iskanjem sozvočja med razumom in dušo. Pa vendarle je neki višji interes me osvobajal na način, kakršnega si sam ne bi nikoli želel. Ne? Tako sem srečno ločen, čeprav nisem bil poročen, ampak ne, duhovni poklic, ja, kapucini, ne, to je to, absolutno, ne, to je, ne, veste, idealizacija, tisto, ne. Pa vendar sem moral doživeti, da nisem več kapucin ločitev, ne. Ni bilo lahko, ampak na nek način sem moral izkusiti, da je nekaj, kar ima višji interes, da se popolnoma uresničim. Neki višji interes, ki me je hotel osvoboditi tistega, kar, ne bom rekel mene samega, ker me je vodil k meni samemu, ampak tistemu, kar sem krasil kot, ne, da tisto, ne. In sem temu, lahko rečeš Bog, lahko rečeš duh, lahko rečeš vir, vedeti moramo, da je beseda Bog bila v zgodovini negotovo najbolj zlorabljena beseda, ampak tisto, ne, kar je mogoče najčistejše rečeno, ljubezen. Ljubezen, ki te ljubi v tebi samem in te hoče pritegniti k tebi samemu, kot je Manca napisala eno srčico, ki me je zelo pretresla in najbolj, da bi bil cel, ne, da bi končno bil zopet cel, da bi zopet prišel do sebe, do svojega osebnega jedra, ker ko prideš, ne, v obnebju, v vesolju, v velikem makrokozmosu je obnebje singularnosti in tam na drugi strani si sploh ne znamo predstavljati, kaj je, ne. Pa tudi človek ima to obnebje singularnosti, nekaj želi, da bi vodi nas, da bi, kot je pisalo v Delfih, vstopili v globino lastnega jaza, Apolonov tempel, človek spoznaj samega sebe, da bi vstopili v globino lastnega jaza in noter je pisalo in spoznali svet in Boga in doživeli to mistično enost, ki ni v osebni izgubljenosti, ampak je v tisti božanski igrivosti, ko nam je tako fajn, da je drugo in drugačno, da je kot je rekel Hafiz, doživimo končno to, ne, da Bog se skrije v raznolikost, da se lahko igra, da doživimo to božansko igrivost in sem zelo hvaležen, čeprav tisto, kar je bilo najtežje, ne, za tisto sem v marsičem najbolj hvaležen, ker me najbolj sleklo in me je vodilo v to skrivnostno, to mistično, to. Hvala lepa za te uvodne uvide. Veliko besed, o katerih bomo govorili danes, je bilo izrečenih: srce, ljubezen, svetloba. Pa vendarle Slovenska matica je druga najstarejša slovenska založba, torej je tista, ki nekako svoje poslanstvo vidi v knjigah. Zato so ti pogovori zasnovani na neki način tudi kot pogovori o knjigah in oba današnja gosta sta v zadnjem obdobju oziroma sta izdala ti dve pomembni knjigi, Tjaši Artne Knibe, knjigo Ranljiva. Potopis, duhovni seveda potopis, o njeni fizični poti in o poti osebne, duhovne, duševne transformacije, poti Camino. In na drugi strani je knjiga Mir. Kako neverjetno preprost in kako zelo pomemben naslov. Klic k miru v tem trenutku, morda še toliko bolj pomemben in nujen, ko vemo, da nedaleč stran od nas ljudje zdaj ne morejo razpravljati mirno o knjigah in jih pisati, ker je nad njimi peza vojna. In mir v človekovi duši.
In zanimivo je, Pater Gržan, da ste mir naslovili prav knjigo, v kateri je pravzaprav zapisana tudi v prvem delu vaša biografija, v kateri priznavate svojo izrazito, zapišete, antikrščansko vzgojo, v kateri priznavate tudi svoje grehe, ki ste jih na nek način zagrešili, zatajitve, ki ste jih naredili, in seveda popišete tudi svoje postaje življenja. Zakaj mir, naslov tej knjigi in kaj s tem sporočate? Ja, naslov knjige je dala urednica te knjige, Tadeja, in sicer, ko mislim, da je bilo, ko je razmišljeno na naslovu, je stopljeno na balkon in sta priletele dve grlice, dva golobčka. In je v hipu povedala, da naj bo naslov te knjige, seveda potem, ko je tudi prebrala, kaj naj piše, naj bo mir. Torej, Jure Aleksič se najprej s tem ne strinjal. Jaz sem se pa strinjal z Juretem, da se tudi ne strinjam, ker se mi je zdelo pot k miru, pa sem prišel k miru. Potem sem pa bil v štali in tam je prostor, poleg kapele, imam kapele na vrhu, štale je spodaj, ampak prav štale je pogosto prostor najglobljih navdihov videl, sem zaznal, da je tisti kot bi se spotaknil in da je mir najbolj čisti naslov. Ne? In sem poklical Tadejo in sem rekel, ja, mir. Je rekla, sem vedela, da boste prišli do tega. Sam pri moških je treba malo počakati. Ja, in tako je prišlo do te knjige. Mir pa mislim, da je dobro povzema to zgodbo, ker zame je zelo pomembna ta duhovna spokojnost, duhovna potešitev, ravnovesje. Izogibam se privzdignjenih čutenj, ker sem že prevečkrat zaznal oziroma doživel, da so me zaguncali v nasprotje in je to ravnovesje, ta mir zelo, zelo pomenljiv. Morda še nekaj o svojem odnosu do tega biografskega, pol-autobiografskega zapisa, ki je na nek način narejen kot dialog z nevednim bralcem ali pa tudi seveda z nevednim spraševalcem o vašem življenju. Zakaj taka, bi rekla, platonistična forma? Ja, Jure Aleksič je zelo dober novinar, imel je dobro profesorco in on je hotel, to kot sem zapisal v uvodu, hotel priti od Patra Karla, od dr. Gržana je hotel priti do Karlija. In je prišel, ne? In mi je zelo, sem mu hvaležen za njegova vprašanja, za njegova druženja, odstiral. Na nek način sem vedel, da bom za svojo zgodbo življenja lahko pristopil, ne? Ker me je ni prenesel narejenosti prikrivanja. Hotel je priti do Karlija in da bom na ta način lahko postal bližnji nekomu, ki je morda osamljen, zato tu ni nobene idealizacije, ne? Ampak je moja realnost. In samo realnost je dobra priložnost in zato sem še naprej v priložnosti učenja, preraščanja in je to nekaj, ne bom rekel najbolj lahkega, ampak je pa najbolj zanimivega. Ne? Večkrat rečem, da ne bi nikomor privoščil tega, kar sem moral sam dati skozi, ne? Ker ni bilo enostavno, bi pa privoščil sebi zopet to, ker me je samo to pripeljalo do tega, kar sem in vem, da me bo vodilo še naprej, me osvobajalo. In je to, ta pot se mi zdi, to ne bi zamenjal. Čakam na naslednje poglavje, ampak ko rečem čakam, da ne boste mislili, imam potne roke, ker imam vedno tremo, ampak imam potne roke tudi pred tem, ko rečem čakam na novo poglavje,
Potiho si želim, pauza, še ne bo še malo počitnic, to še ne. Ker vem, ampak sem hvaležen. Hvaležen sem do vseh uvidov, do katerih sem prišel, da bom lahko mislil naprej. Hvaležen sem do tega, do kar me je pripeljala, osvobodila ljubezen in sem zvedal, v kaj vse me bo še vodila, da bi me še bolj osvobodila. Pater dr. Karl Kržan je poudaril, da vse, kar je prehodil, bi prehodil še enkrat, zato da bi ga oblikovalo v to, kar je danes, da bi mu odstrlo tiste neznane kraje, ki jih na drugih poteh ne bi srečal. Vaša zgodba je seveda zelo boleča zgodba transformacije, soočenje, vi temu pravite ne smrtjo vaših bližnjih, ampak temu pravite prehodom, svetlobo vaših bližnjih. In tudi naslov vaše knjige Ranljiva pričuje o tem, kako zelo usodno je posegla to izkušnja, to dejstvo v vaše življenje. In vaša knjiga je pravzaprav, kot govori tudi naslov, ena sama meditacija o ranljivosti. O tem, da si človek ranljivost mora dopustiti v sodobni družbi, ki nas vzgaja seveda neprestano po logiki volje do moči, kdo bo močnejši, kdo bo uspešnejši, kdo bo boljši, kdo bo imel nenazadnje, kot vi pravite v svojem kratki meditaciji o krematizmu, kdo bo imel več. In vi dopuščate človeku biti ranljiv, priznati si svojo ranljivost, hoditi po poteh ranljivosti in zapišete tole. Ni lahko biti ranjen in ranljiv. A če si pogumen in obdržiš vero v življenje, te sreča ljubezen. Točno to. Nekako jaz ne vem, tako kot ste mi rekli, če bi mi recimo, ne vem, rekel Bog, stvarnik, vir, svet so pristen. Jaz mu kar reči, da sem se pomirila z besedo Bog, ker jo osvobodil energijsko vseh projekcij in je to moj intimen stik. Verjetno bi rekla, se ti je malo zmešalo, recimo, jaz ne vem, če si jih želim do tebe po taki poti, se to je vendar toliko bolečine in toliko lomljenja in toliko izpuščanja. Ampak, ko pogledam se nazaj, ne bi spremenila ene sekunde, enega trenutka te doživljenja. Ker, če bi recimo, bom rekla, bratova smrt, če se vrne pač na to, kar se je dogajalo, moj prvi stik recimo z mistiko, s tem, da sem začela doživljati, da je nekaj več kot zgolj izpuščanje svojega telesa, da obstajajo informacije, obstajajo svetovi, ki so meni ostali do takrat nevidni in neslišni, se je to pred mami poglobilo, večkrat rečem, da v njeni smrti bila sem namreč zelo odvezana, tako na mama kot na očeta. In meni delo nekako, kot bi želela z njo oditi v nebo. In kot velik empat sem imela to srečo, da je njen odhod, njena smrt v bistvu bila moje rojstvo pravzaprav to, kar smo. V resnici nekaj najlepšega je videnje njenega duha v odhajanju. In to globoko spoznanje, spomnim se na najglobljih spoznanj, sem takrat doživela, ko sem jo mogla izpustiti in ko sem razumela, kakšen čustveni egoizem me je gnal k temu, da sem jo vlekla nazaj v okolje in da jo moram izpustiti. In mislim, da je bilo kot neko darilo, to dojemanje te naše lakote, tega čustvenega, se pravi, na nek način smo se oddaljili od svoje esence, da to celo življenje vandramo pod sledcem in iščemo to, kar nas vedno kliče. In to izpuščanje, res mask, fasad, sem da takrat tudi v svetu, pač medijskem svetu, so ta pričakovanja, so obrazi, vedno ranljiva, vsi so govorili, kaj bo s tabo, ko si vedno tako občutljiva.
Sčasoma sem pa razumela, da je v bistvu ranljivost pravzaprav moja največja moč, ker to pomeni, da res stojim kot prazna posoda, gola. In vsakič, ko poskušam, sem se trudila ustvarjati maske, sem se trudila biti nekaj, kar nisem in me je bolelo, me je v telesu bolela ta ustavitev toka. In če bi mogoče kje še malce se igrala, je smrt prišla in vso silo čez mene stekla kot reka in nič ni bilo več enako. Tako da potem sem očetovo smrt, on je bil moj, izvedno reče, moj nekreči noče, pa tudi moru, ker je toliko modrosti in tudi en tistih upornikov v času, ki morda si ni najbolj želel svobodne misli in odprtega srca. Njegov, bom rekla, odhod pa doživela povsem prisotno. Ta sem pa lahko prav opazovala, ta zadnji vdih, to zlitje. Sama sem si rekla, imam še čas, da sem hvaležna za hospic, da mi je omogočil ta prostor, da sem jaz lahko na nek način dopustila, da se vse zgodi. Ker tam sem že vedela, da za moje čutenje in za mojo žalost bo še čas in si ga vzela. Ker to je del ranljivosti, da smo iskreni. Da ne gre samo za rožice in pikice in balončke, ko si ljudje pač predstavljajo svetlobo. Ampak je potrebno biti iskreni do svoje človečnosti in do tega, da nosimo v tej izkušnji tudi kup drugih čutenj. In celovit človek je tak, ki se pomiri z vsem tem, svojimi notranjimi polarnosti na poti celovitosti. In res njegov odhod je bil nekaj posebno drugega, zdaj tisto bi rekla, da je še globlje mistično izkušnja. Spomnim se recimo njegovega obraza in tudi tega, da je odšel na dan svojega rojstnega dneva in obljubil mi je, ker je vedel, koliko sva bila organsko eno. Je rekel, veš, ko bom odšel, boš točno vedela, da sem se za to odločil. In spomnim se njegovega obraza in tega, kaj se zgodi z našim obrazom, ko prenehamo na nek način krčiti svojo fašo, svoje mišice. In sem ga lahko takrat v tistih zadnjih trenutkih videla v vsej njegovi avtentični moči. To je bil kot, res, ne znam ti opisati, kakva moška moč. In s tem se je vrnil vame oče, ki na nek način sem ga iskala, ta utelešena moč in morda tisti ranljivi del očeta, ki je skozi življenje zelo trpel svojo ranljivostjo, pravi na svetu, ki ga je silil. In on je recimo takrat z alkoholizmom poskušal te stvari omiliti. Recimo brat je bil ravno tako, rekla, zelo senzitivno bitje, je to reševal z drogo. Tudi najne poti recimo v duhu so se srečali tudi v času, ko ste vi, hvala res za komuno in za vse, kar ste naredili. Ker recimo naš brat je bil pa prvi Slovenec, ki se je v času Dom Pirina in te zgodbe odpravil na Tajsko in bil nekako prvi Slovenec, ki je šel tako daleč v komuno. Torej smo na nek način podobno plesali, poskušali te duše poloviti nazaj v polje. Pač žal je bila njegova izkušnja ta, da je potem prišel nazaj v ta svet, bil preobčutljiv, prenežen, odprt in naletel na trpljenje, bolečino in ga to potegnilo pa nazaj v bolezen. Ampak pravi, nič od tega ni šlo v nič, ker je vse to sporočilo, iz katerega mislim, da danes črpam same informacije, delim naprej in res verjamem v kvantno polje, kar pomeni, da se po kvantnem polju te stvari, tudi če bi samo sedeli in samo bili v tem svojem svetlobnem siju, to tako potuje, da je res ne morem povedati, kako to gre. In ko to veš, se seveda zavežeš bolj temu, da zvečkrat si in poskušaš nekako iskati nek balans med biti in delovati. In zakaj ranljivost? Tukaj meni je bil hecen naslov, ker ravno tako mi duh da naslov ranljiva, sem si rekla, pa lahko daš kakšno bolj, ne vem, zanimivo, seksi ime, kdo bo kupil knjigo ranljiva? To je brez veze, temu se vsi izogibajo, noben noče biti ranljiv, danes v tem času vsi hočejo biti vsemogočni, ne? Za biznis bi bilo super. Pa je rekel, res je bilo jasno sporočilo, vtihni pa prevesi to lepo ven. In tako je tudi cela knjiga nastala. Vse, cel paket, jaz sem ji dovolila, moja osebnost je puščala pojti svoj pot, opravi vse, kar je treba narediti. In ko sem videla ljudi, kako so se maske dobile, kako je to srce, recimo, kako lahko je priti do tega srca. Pravimo samo defibrilator, to je nekdo na drugi strani, ki ima pogum, da živi to odprtost. In se zgodi na drugi strani, spremem se v očeh to vidim, ne, ti si. In si rečem, ok, to je vidno, ne? Kaj pa potem ne vidno? Toliko mogoče to, ne?
In še nekaj je, kar prav tako pravzaprav oba izpostavljata, vendarle kako premagati strah. Tudi to je ključno. Strah pred tem, da pokažeš, da si ranljiv, strah tudi pred vsem, kar te hromi. Tudi vi pričujete o svojem otroškem strahu, ko ste morali staršem povedati, da ste se odločili za duhovnika. Skratka, premagovanje strahu. To kažeta in to pričujeta. Odkot ta moč? Vedno znova in znova to vprašanje. Jaz bi tako rekla, meni se zdi, da mogoče to, da mi življenje ne da niti malo mira. Niti malo, res, ni tega miru. To te pere 90 stopinj non-stop. Ena izkušnja, druga izkušnja, tretja izkušnja. Jaz bi tako rekla, niti si ne moreš privoščiti več strahu. Mislim, ko gledam recimo skozi to pot, recimo, zadnja mojih izkušnja je bila, da sem si izrobila koleno, počela na eno svojih duhovnih zgodb, pa tudi to je imelo svoj smisel. Ne? In ko se znajdeš v tem prisotnem polju notri, ko te sooča ta zamisel, sem pa predtem hodila teč 160 km, ker me je zanimalo, kako daleč lahko grem na krilih duha in sinkronicitete in vibracije. To je bil samo, ni šlo za neko dokazovanje ali karkoli, ampak resnično je tak eksperiment. Ampak se je duh odločil, da bom imela drug eksperiment, right? In pa sem se rekla, no ja, Benja, Lora, ni bilo lahko, ne? In seveda se je mogoče v trenutku kakšen strah, recimo se je pojavil, si ga priznaš, recimo pri meni je bil strah pred tem, ali bom sploh lahko še hodila. Ampak tukaj bi pola rekla eno, kar vem, da tudi vi veliko o tem govorite, kar se meni tiče, en anti, ali kako rečemo, protistrup temu je zame sočutenje. Torej, meni je recimo moj mož pomagal za svojo nezamisljivo sočutno prisotnostjo, svojo sliko, svojim upanjem, ne? Da takrat, ko sem mislila, jo morda pa res ne bom več nikoli hodila, mi je dajal, kako prosim, poglej se, ne? Kako? Ti, če ne boš hodila, boš po vseh 4, si boš izmislila neko novo tehniko hoje. Kako te prosim, ne? Poglej, kaj te vodi, poglej, kaj imaš za sabo, samo grizi. In tle bi rekla, da recimo, ko smo v tem polju, se mi ta alkimija množine zdi ključnega pomena. Ker takrat smo ranljivi in rabimo. Prosim, dvigni me, vzami me. Vi, dr. Gržan, imenujete to moč vaš mavrični angel v drugem delu knjige Mir. Ja, sočutje. Zaznavnost. Vse okrog nas je v odnosu do nas. Ne? Mi potrebujemo samo trenutek obnebje tihote in odprto zaznavnost. Ne? In potem zaznamo, kako nas vse dejansko, kako vse valovi v nas v enem sočutnem odnosu. Drevesa, kamni, živali. Sam sem po 3 letih bivanja na Konjskem vrhu, sem prišel nek večer domov, zvezde so sijale, drevesa sem videl samo v obrisih, ker je bila noč, ampak sem zaznal, kako so posebej ta stare drevesa osebnosti, ki imajo že vsa ta 3 leta z menoj oseben odnos. In sam sem končno takrat tudi vstopil v to odnosnost in to je ta odprtost. Ne se da to samiti. Zato tisti, ki nam hočejo dobro, ne želijo osamiti in strašiti. Strah izgubi moč v tej medsebojni zaznavnosti. Takrat ti zaznaš, da je ta božanska enost nepremagljiva in da si ti del te božanske enosti, da si del ljubezni in takrat se zelo odbije od tebe, dejansko se izniči, nima več moči. Zato sam ne morem brez tega obnebja tihote, brez obnebja spokojnosti, brez obnebja te zaznavnosti, ampak da imam res ta privilegij, da živim, da se vedno znova tako umaknem v tihoto, tja na Konjski vrh, v obnebje zaznavnosti. Danes bi mogli iti na duhovno obnovo, ki jo sklical škof v Celju, in jaz sem povedal, da ne grem,
da mi bo pa en spod glavo polno z nečem. Moja duhovna obnova, da sem v obnebju tihote, takrat je duhovna obnova. Mi pa smo zdaj to duhovno zamenjali, veš, ne? Ja, na predavanje. Jaz sem imel danes duhovno obnovo in dopolne sem si lahko privoščil čudovito duhovno obnovo in v obnebju tihote, v obnebju spokojnosti. Takrat se prebuje ta zaznavnost, ta podprtost, ne? Od vsega in v vsem tej sveti enosti tega Božjega, svetega, ki je vse v vsem, ne? Kot je zapisal apostol Pavel, ne? Nad vsem pa vendar ne v vsem, v srčiki slehernika, ampak to ne mislim samo človeka, ne? Ta božanska bit, veste, se je tako polno navzoča in kvantno polno ste zdaj rekli, ne, Bogu hvala, tudi znanost vstopa iz površnosti zopet v to subtilnost. Ampak moramo zelo paziti, da ne bi tisti, ki manipulirajo, zopet tukaj posedli to zadevo. Tu imamo v slovenskem prostoru sreča Andrej Detela, ki je zelo jasno, veliko vrhunski strokovnjak, povezuje to z duhom, da ga ima naš prostor. Vendarle, ko govorita o tem transcendentnem, presežnem, pogosto govorita tudi skozi jezik luči, svetlobe. Že Platon je zapisal, da je resnica kot sonce, tudi Viktor Hugo je potem zapisal, resnica je sonce, v kateri lahko vse stvari vidimo, ne moremo je pa gledati. In zakaj potem takem rine družba, ljudje, zakaj vztrajajo ves čas v želji po tej temi? Po tem, da ostanejo v tej Platonovi votlini in gledajo lesence in privide stvari. No, jaz bom rekel tako, da mogoče sem se že davno nazaj nehala spraševati, zakaj odlomi in se veliko bolj ukvarjam s tem, kako jih preseči. Ker ugotavljam, recimo, da s tem zakajem na nek način mogoče dam še neko novo misel, še neko novo polje. Jaz mislim, da toliko dela v tem smislu, da presvetljimo vse skupaj. Sama recimo kot pač zdravilka veliko delam na tem, da v bistvu se približam ljudem v te njihove notranje rane, v maske, v obrambne mehanizme, da najdemo ta notranji ključ, ker sem mnenja več transformatorjev v ljubezen bo na tem svetu, pač prej se bo zgodil kvantni premik. Včasih bi tudi rekla, da ko opažam pri ljudeh, obstaja nekaj, kar bi rekla, kot ena odvisnost od trpljenja. Ker postanemo, tako nam rata ta prostor znan, tako nam rata domač, da že zaradi tega, ker nam znani domač, silimo tja. In veliko krat recimo, ko ljudem pomagam izpustiti z biopolja njihovo zgodbo, so na začetku zmedeni, ker je kar naenkrat prazno. In ne vejo, kaj naj jaz to praznino počnem, ker se od drugih več ne zrcalim na isti način, ne cukam, ne jemljem, ne dajem na isti način, kot samo sem. In potem jih nekako spodbujam z nadaljnjim delom, da se živčni sistem navadi ohraniti to polje, da samo sem. Jaz pravim temu, da se uleže moja osebnost in moje telo, se uleže v stvarnika, se uleže v Boga. In od tukaj vem, da lahko največ dam. Vedno izkušnjava velikokrat so naši osebni odnosi, ker se na nek način bojimo izpustiti svojo zgodbo, ker se bojimo, da ko izpustimo svojo zgodbo, bomo izpustili ljudi, ki so ravno tako odvisni podobne drame. Tako da tukaj recimo se mi zdi, da je taka čas, da tudi to prerastemo in da se naučimo, kaj pomeni imeti odnose v tem, da smo v tej svojosti, v zavedanju, da se prelivamo v enost in sočasno se imamo pogum za moč, da smo svoji. Ker tudi to je večkrat prosim Boga, prosim, daj mi moč, da sem ta moč. V tem procesu sem pa rekla svojosti, daj mi to moč, ker se zazreš, gledaš druge
in se slika se spreminja in morda v samem začetku je še skušnjava, da bi želel malo potrpeti zaradi tega, da bi bil na isti vibraciji liniji kot drugi. Pa jaz pa nekako pravim, ne, prosim, ostanite v svojem polju, prinesi nam tebe nazaj, želim slišati tvoj glas, tvojo vibracijo, kdo si ti, ne, kdo je tvoj avtentičen glas. In seveda ta avtentičen glas se, če si dovolimo, in sem hvaležna, da sem uspela vsaj v delu, da smo ga uspeli uresničiti na ta način, kakšen je ta glas, ki izhaja iz teh obronkov, ki niso čustveno na nek način obremenjeni in je osvobojen glas. Jaz velikokrat po glasu, po očeh, recimo vidiš svetlobo, slišiš glas, sama pri sebi vidim, kdaj recimo sem čustveno, morda se mi čustvena vibracija v glas notri usede in se ne morem polno odpreti in točno vem, kdaj pridem v to polje enosti. Pa se mi zdi ta vzpodbuda, vzpodbujanje, na nek način zrcaljenje, da zberemo dovolj poguma, da se da na drugačen način živeti. In nekako se zdi, kot da nam je zdaj milost dana, da kot generacija smo tukaj in doživljamo v živo vsi, kaj pomeni pravzaprav ta premik iz starih energij, če bi jaz temu tako rekla, v neko novo. Moramo pa sam eno stvar izmeriti tako na tej točki, da potem mogoče ne uide. Ne smemo izgubiti tukaj vire v to, da je temu tako, ker v katarzi tudi naši intimni temni duše, jaz sem mnenja, da smo zdaj v kolektivni temni duše, moramo ohranjati znova neko sočutenje. Torej tisti morda, ki je že postavljen, ga duh dobesedno potiska, da drži polje ostalim, ki bodo zdaj individualno in kolektivno prispevali k temu, da bo ta katarza mogoče navzven delovala plašljivo, vendar se moramo ves čas spominjati, ne, kot je moja tema duše, moj prodor, moj vhod v mojo avtentičnost in mojo iskro, je ravno tako verjamem, sedaj se to dogaja na kolektivnem nezavednem. In zavednem, seveda, zdaj prihajaš vse ven, da se pa vidim, da se ljudje plašijo te resnice, ne ustrajati, ustati in imeti dovolj, izpravim temu, da rečemo mi na Primorce, ne treba dovolj bal, rečemo tako, da malo, da vem, da nisem toliko resna, da imamo dovolj bal, da stojimo v tej moči in opazujemo in s tem spreminjamo kvantno polje. Da ne znova zapademo v umski film tega starega, ampak jaz mislim, da ne bo uspelo preprosto, tudi tak potisk, toliko kakva moč o tem. In morda tudi ni vidna v medijih, ni vidna mogoče na odrih, je pa vidna tam v nevidnem. In mogoče naša naloga bolj primarno ta, da o tem govorimo in spodbujamo ljudi, gremo dalje, je vredno. Govorili ste o glasu, morda je zdaj pravi trenutek. Upam, da bo tehnika delovala, če ne bo pa tudi mi naključila. Če spravi tišino. Ne deluje. Mogoče želi v živo. Mislim, da želi v živo. Ja, bom pa videl. Kar obasnili bomo vso tehniko. Mogoče da sem to povem, da kar se teh zvokov tiče, če ne bi bilo nade tega sploh, mislim, da projekta ne bi bilo. Res ne. Ker na izmed, en del teh zdravljenj, ko izvajam ta zvočni kontekst, samo nekako poskušam se povezati iz te enosti in iz tega polja ustvarjati nek zvok, ki morda v nekem trenutku si želi biti urejen. In kot nikoli nisem pela, potušem ne pojem, nimam izkušen, tako da sem trenutno absolutno ranljiva. Nimam pojma, kaj se zdaj dogaja. Ampak je Nada rekla, da je posluši, to je nekaj zelo zanimivega, kaj pa bi mi to posneli. In potem z njeno motivacijo in upornostjo je nekako izpravljam in studio, in tam stojim pred mikrofonom. Ampak kaj del misli, kaj bomo misli iz tega naredili?
No, in potem sem si drznila iti ven iz tega umskega dela, ko ti prigovarja, ne, pa to sem za pevce, to samo oni znajo, nimaš pojma, ne znaš, ne. To je šlo vse na stran, sem se spustila in so prišli zvoki. In sem bila tudi sama na koncu presenečena in še danes v bistvu se kar sama zjočila v tem, ker mi je tako dragoceno, da smo uspeli v zvok spraviti nekaj, kar morda včasih ne uspeš povedati. Tako da bi vas mogoče za začetek povabila, da zaprete oči, da bo tudi meni lažje. In recimo na eni naših meditacij vedno povabim ljudi, da se vrnejo v sredino svojih možgan in pač, bom rekla, svojo pozornost tam na sredini možgan se nahaja na taka krasna žleza češerika. In je velikokrat to en lahko ključ, s katerim damo svojemu umu navodilo, da se vrne nazaj v svoje polje, da se usede nazaj vase, da ne projiciram, ne mislim, ampak samo v tem polju na sredini možgan sam. In kakršenkoli zvok se bo sedaj odvil, se v resnici odvija kot ta celovitost in je tak skupen zvok. In moja naloga je samo, da na nek način prevedem to dušo vseh nas in prelijemo to nazaj v duha. Zdaj vidimo, zakaj tehnika ni delovala. Hvala. In hvala tehniki, da ni delovala.
Težko je zdaj nadaljevati. Občutili smo tako čistost, tako blizino, da ostaneš dejansko očiščen vseh misli, sporočil, besed, ki jih želiš še povedati tukaj. Pa vendar, dr. Karel Gržan, dovolite, da vas še nagovorim. Ker vaša govorica je pa tudi molitev. In tudi z molitvijo se približujemo temu, kar nas očiščuje in hkrati kar nas ožarja. Kolikor je mojih besed v molitvi, je samo, da dam svetlobo, to, za česar bi se bal, za česar bi se porodil strah v odnosu do kogarkoli, česarkoli. Predvsem pa, ko grem, posebej so mi dragoceni jutranji trenutki, ko grem v kapelo, grem predvsem zato, da sem objeten. Ljubezen me je vrnila k meni samemu. Moji starši so imeli veliko skrbi zaradi mene, ker sem bil tak izgubljenček, ne. V prvem razredu so me hteli poslati v posebno osnovno šolo. Starši pa želi, da bi njegov otrok, da bi mu šlo dobro v tem svetu. Sem zaznaval njihovo zaskrbljenost in sem skušal čim bolj odigrati pričakovano vlogo. S tem pa sem se na nek način oddaljeval od moje božanske biti, kot je napisal Shakespeare v Igro sveta. Skušal sem biti ustrezni igralec pričakovanih vlog. Pa ko sem srečal ne teorijo o Bogu, ampak izkustvo, ljubezni pisano z veliko, me je pa ta ljubezen zrla v meni samem. In to je bilo tisto najlepše. In k temu se vedno znova vračam, zato se vračam v izkustvo Boga, ker me zre v moji biti in je zaljubljen v mojo bit in je hudomušen in je igriv in je kot otrok, ki se igra z mojo dušo, kot otrokom. In to je tako lepo, to je najlepše. In z tega pravzaprav tudi razbiram ta naš božanski pristop drug do drugega, ne. Ja reče, ja ima ego, seveda moj ego je ogromen. Sem ga opisal v darovih minevanj, ampak Bog me zre v moje biti. In v bistvu se mi zdi, da je naše poslanstvo ravno v tem, da objamemo človeka tudi v njegovi narejenosti, ker sam se spomnim pogosto na žabico, ki se napihne takrat, ko je ogrožena. Nekdaj sem se jaz napihnil, odtujil od lastne biti v napihnjeno žabico. Ko so se mogoče posmehovali s tem, kar je Karli, ker mi je ustrezal. Ampak zdaj ne, biti človeka, sprejeti človeka tudi v njegovi narejenosti in ga zreti in ga iskati v njegovi božanski biti, da bi lahko bili skupaj igrivi. In v to nas prebuje naš čas, neustavljivo nas prebuje, ne. Tudi doba, v katero vstopamo, ne bo več imela toliko prostora za manipulacijo. Hotela iskala nas bo nas samih. Podprla nas bo v tej igrivosti, v tej božanski biti, v tem. Zato sem vesel, da smem biti na začetku tega obdobja, ne se to bilo vedno skozi vse čase. Ampak enkrat sam zaznam, da stopam v stanje, v obdobje večje prebojenosti in sem neizmerno vesel, ker na tolikih srečam
otroka v njih, ne, in drug drugemu dajemo možnost, da smo igrivi. Zdi se nam bedasto, da bi morali biti ne vem kakšni nasprotujoči, ne. Drugost in drugačnost je priložnost za igrivost. In ta božanska bit je tako polna, da ne prenese fotokopi, ampak izvirnost. In ko se iščemo in se najdemo in se prebujamo in si pomagamo na ta božanski način k vračanju k naši lastni osebni neponovljivi izvirnosti, to je najlepši ples v tem stvarstvu. Najlepši ples v tem stvarstvu. Danes smo naredili nekaj korakov. Nekaj korakov sem prepričana, bomo še naredili skupaj tudi z občinstvom, s današnjimi poslušalkami, poslušalci. Gotovo želite tudi vi še kaj povedati, reči, vprašati. Izvolite. Ne verjamem seveda, da smo povedali vse. Hvaležna pa sem zelo, da se še prireditev ni začela z vsem hrupom, zvenom, šumom. Da smo bili vendarle prepuščeni in pripuščeni še malce v to tišino, o kateri ste govorili, tako da smo lahko vsaj trenutek, tišina je konec, pripuščenosti, tišina se končuje, da smo lahko danes bili preprosto v vajni bližini. Ta bližina drug do drugega, bližina duš, ki se čutijo, bližina duš, ki želijo dobro, bližina duš, ki želijo, ki iščejo svetlobo. Koliko je takih duš na vajni poti, ko jih srečujete? Morda dovolite, da vaju vprašam še to. Nekaj vaših izkušenj ste, dr. Kržan, delili v tej knjigi. Tudi zelo šokantne, kar res za bralca, ki to prvič bere, zgodbo tudi o tem, kako ste bili posvarjeni pred tem, da svet upravljajo drugi, ki hočejo voditi svojo igro moči, svojo igro ne več toliko kopičenja denarja kot igro moči nad človekom, torej udejanjati to ničejansko dobo, v kateri smo vsi ujeti. Pa vendarle tukaj smo zbrani zato, da bi zrli to svetlobo. In koliko je takih ljudi, vi pravite, da ta energija deluje, da ta energija je in da te nove energije svetlobe ne more nič ustaviti. Smo že preko najtemnejšega dela noči. Takrat se začne buditi jutro, se že dragi. Po vsakem izbokasim, da sem lahko vas sopotnik. Bi samo potrdila te besede. Bi potrdila vaše besede, ker ravno tako opažam to in tudi na svoji poti, mislim, vem, seveda enkrat, ko prepoznaš svetlobo, jo vidiš, ne? In potem vidiš res toliko ljudi v različnih formah in oblikah. Jaz se sicer pri tem mogoče sem toliko igram v imenu življenja, da malce pomagam tej svetlobi, da si skupaj sestavlja v ena taka močna kvantna polja. Torej, recimo, en takih zadnjih projektov mi je strašno dragocen na Nizozemskem, ker so zgubili morebiti to naravno danost
ali pa tako nekako se vse čas ti hibridi notri umešavajo v to naravno danost po povezovanju, da jim malce pomagam. In na zadnji skupini je moška skupina ranljivih, ki sem imela pač to srečo, da sem srečevala take fine face, ne, može že res tako med 50 in recimo 70 leti. In sem jim malce pomagala k tem, da sem zorganizirala njihovo skupino in jih pol čisto pustila na svojem. Naj si v bistvu nudijo ranljivo sočutno oporo in so bili strašno navdušeni nad tem, kako pravzaprav to potrebujejo in v tej svoji ranljivosti ne najdejo nekega okolja, kjer bi lahko to bili. To je mikroprojekt, ki verjamem, da če se nekje začne spet v polju, ne mala pikica, da se to dogaja že na različnih delih, da si držimo to polje. To je en od zgodb. Tako da verjamem, da se mi zdi zelo dragoceno, da se aktivno vključujemo v to, da se srčna in ranljiva in sočutja bitja povezujemo in da se naučimo v bistvu res en drugemu dati to sočutno bližino, zato da se jačamo in vsi pomagamo preraščati v bistvu strahove. Doktor Grožan, samo še, kaj pa nam ljubi Slovenci, kot bi rekel Trubar. Tudi sama sem imela v zadnjih letih izkušnjo učenja, kako premagati strahove. In vi zapišete v knjigi česarkoli pomembnega, kar smo kdaj imeli, nas je kvečemu malo sram, oziroma nas je tega prav nekako strah. In zato za vse skupaj še najraje sploh ne bi vedeli. To govorite, ko seveda ob vaši izkušnji, ko ste odkrivali zgodovinska dejstva o Veroniki v Jurkloštru in mi pa ves čas zatajujemo sami sebe. Tudi to se bo končalo? Ja, se bo. Zanimivo, tudi sem prvič pomislil zdaj, kako nas je sram veličastnih zgodb, ki jih hrani naš narod, ki so jih drugih lahko samo želijo, recimo Shakespeare, Romeo in Julija, imamo živo to zgodbo, Friderik in Veronika, Robin Hood, neka legendarna osebnost, mi imamo razbojnika Guzeja, ki je bogatim Maorjem dejal, najbolj bistvena zgodba pa si ti, so nas, da stopi v igrivost, to je pa najbolj bistvena zgodba. In vedno manj nas bo sram naše osebne zgodbe, ker bomo vedeli, da moramo biti osebna zgodba, da smo lahko neposebni. In vstopamo v to obdobje in je to čas velikih pričakovanj, odkrivanj, odstiranja, vtisa notranj. Ti in jaz, torej, Primož Roglič zdaj začenja svojo osebno zgodbo, mi pa se vam iskreno zahvaljujemo. Iskrena hvala, dr. Karlo Gržan, iskrena hvala Tjaši Artnik Kniber z duhovnim imenom Sara Braj. Hvala vam.